pozdravljeni. Danes bomo govorili o Luni, ki nas pozdravlja iz Lune. Kolega Andrej Guštin nam bo kaj več o tem povedal. Je zelo aktiven v popularizaciji astrofizike, zato bo moj uvodni del malo daljši. No, Andrej Guštin je direktor zavoda Kozmolab, Zavod za promocijo in popularizacijo astrofizike. S pisanjem poljudno-znanstvenih člankov je začel že kot študent astronomije. Kasneje resnejše korake v smeri popularizacije znanosti, predvsem astronomije, je naredil leta 1993, ko se je kot stalni sodelavec in avtor pridružil novoustanovljeni reviji Spika, in s katero sodeluje še danes. Od leta 2001 pa pripravlja zanjo novice. Nabralo se jih je že več kot 1000. Leta 1994 je začel pisati tudi za otroke in mladino v Pionirskem listu. Pripravil je tudi nekaj tem za Veselo šolo. Med letom 1996 in 2000 je vzdrževal stalno astronomsko rubriko v reviji Proteus. Objavil je več 100 poljudnih in strokovnih astronomskih člankov in mnoge fotografije. Od leta 2001 redno pripravlja astronomske strani v koledarju Prešernove družbe, kjer je objavil tudi nekaj daljših člankov. Njegove prispevke objavlja tudi koledar Mohorjeve družbe. Od sredine 90-ih objavlja tudi v časopisih Nedelo, Delovi prilogi Znanost, Slovenskih novicah, Financah. Redno piše v reviji Več in Gera. Leta 2006 je postal področni urednik za astronomijo revije Presek. Njegova besedila so našla mesto tudi v učbeniku oziroma delovnem zvezku za 7. razred 9-letke. Leta 1999 je Agencija za učinkovito rabo energije izdala njegovo knjigo Varčujmo z energijo. Decembra 2006 je pri založbi Mladinska knjiga izšla knjiga Mejniki sodobne astronomije. Sodeloval je pri mnogih radijskih oddajah, tudi v zamejstvu, primer Radio Trst in oddaji Trojna spirala na 3. sporedu Radia Slovenije. 12 let je vodil astronomski krožek pri Univerzi za 3. življenjsko obdobje, organiziral in izvedel niz izobraževalnih predavanj za učitelje izbirnega predmeta astronomija v 9-letki in v Spiki objavil vrsto vaj za pouk astronomije. V zadnjem času večina njegovih člankov obravnava aktualne astronomske teme, svetlobno onesnaževanje in nova spoznanja o Sončju. Na njegovo pobudo se je pred 16 leti začelo državno tekmovanje iz astronomije za osnovne in srednje šole, ki ga vodi vse do tega leta oziroma do leta 2024. Za svoje delo je prejel nagrado Prometej znanosti leta 2006 za odličnost v komuniciranju znanosti, ki jo podeljuje Slovenska znanstvena fundacija. Mednarodna astronomska zveza mu je leta 2024 v Cape Townu v Južni Afriki podelila naziv častnega člana. Pravi, da astronomi sovražimo dve stvari v vesolju. Prva je polna luna, saj je takrat nebo tako svetlo, da ni mogoče gledati v globine vesolja. Druga pa so Elon Musk in umetni sateliti. Zdaj, danes je polna luna in zato smo dobili predavatelja, če ne bi gledal vesolje. Za predstavitev. Vsega je kriva luna je tudi naslov razstave, ki smo jo novembra odprli v Prirodoslovnem muzeju, in to predavanje se deloma navezuje, torej na vsebine, ki so na tej razstavi.
Tam je še, bom na koncu mogoče izdal, če me boste zelo silili, tam je ena zelo zanimiva stvar, ki se jo splača pogledati. Mislim, da je druga največja luna v vesolju, torej luna z veliko začetnico, ker naši luni rečemo luna z veliko začetnico. Zdaj, zakaj tak naslov? Vsega je kriva luna. Kot smo videli danes, računalniška povezava s projektorjem ni delovala, ker je danes polna luna. Potem se je danes najbolj škripilo v Sloveniji 10.000 otrok več kot sicer. Verjetno pa še kaj zanimivega navezujemo na to našo bogo luno, ki se pa izkaže, da revca ni nič kriva. Samo mi neskončno radi projiciramo naše tegobe, naše tudi odgovornost na nevestno ali vesoljsko telo, ki se samo ne more braniti. Torej, tako da opozarjam, zdaj imam eno slabo izkušnjo s predavanjem o vplivih lune pri naših zamejcih. Tam pod Matajurjem pred nekaj leti smo imeli predavanje in sem razlagal, kako zdaj seveda luna ni nič kriva, v resnici. Ni kriva za stvari, ki jih pripisujemo. In so bili grozno potrti na koncu. Ker zdaj vse tiste mite, legende in prenos učinkov lune na dejavnosti človeka, ki so se ga naučili skozi od svojih staršev, prastaršev in praprastaršev, se je torej iz stališča znanosti razblinil. Zato sem zadnje čase zelo pazljiv, ko to razlagam. Konec koncev, mogoče pa malo lahko človek tudi malo vreželirja v sebi, pa pripiše kaj luni, ker sicer ne drži. Fino je, da ve, da to ne drži. Zdaj, ko smo imeli neko izobraževanje za učitelje, učiteljice osnovnih šol, je ena od učiteljic rekla, oprostite, jaz imam napisano v učnem programu 1 ura, šolska ura za luno, 45 minut. Jaz zaključim v 20. Kaj ne povem še? Zdaj, v luni se da govoriti lepo. Luna je zanimiva iz različnih stališč, ne samo astronomskega. Prej je bilo omenjeno, da astronomi sovražimo, ne sovražimo, tako da bi kaj groznega delali tem zadevam, ampak zdaj, polna luna je tista, ki jo astronomi ne maramo, ker razsvetljuje nebo, v resnici zrak je kriv, ko se razprši svetloba, lunina svetloba, in zaradi tega postane nebo svetlejše, to je naravno svetlobno onesnaženje in ni mogoče videti zvezd pa drugih vesoljskih teles v globinah vesolja. Takrat, ko je polna luna, so astronomi doma na toplem in se malo tako lekujajo. Mogoče je o luni govoriti z antropološkega vidika, boste videli, tukaj nisem strokovnjak, bom samo neke stvari, ki sem se jih naučil tekom priprave razstave. Mogoče je iz zgodovinskega stališča, iz kulturološkega, iz vseh mogočih, zato ker luna je v, bom rekel, kar vseh ljudstvih, civilizacijah in tako zelo globoko zakoreninjena. Zdaj, ali so to pripovedke, ali so to miti, ali so to kozmogonije o nastanku vesolja in tako dalje. Kakorkoli povsod, katerokoli kulturo pridemo pogledati, o luni se ogromno, torej luna je del kulture. Zanimivo, da sonce tudi, ampak luna ima nekako tako bolj eno tako, bolj mistično vlogo kot sonce. Razlogi so lahko različni, lahko ugibamo, zakaj je tako. V luno se da gledati, v sonce ne.
Pravi, luno lahko spremljamo po nebu, sonce sam zjutraj pa zvečer, ko je nizko nad obzorjem in je zaradi tega temnejše in tako naprej. Potem, seveda tisto, kar vidimo na luni, ne, vsak v domišljiji, brez daljnogleda, vidimo na luni madeže in si lahko predstavljamo na Kitajskem, da vidimo zajca ali pa tak malo grozljiv obraz z usti, očmi in tako naprej. In seveda fantazija potem dela in skozi zgodovino je te zgodbe so se pojavile torej povsod. Imamo nekaj primerov za vzorec, ne, od zelo starih odkritij upodobitev, verjetnih upodobitev lune, do seveda azijske mitologije, povezane z luno in evropske selene. Zdaj, mi kot zahodna civilizacija 20. stoletja smo rahlo izgubili stik z nebom. Razlog je ta, da sploh v zadnjem času imamo to svetlobno onesnaženje, se pravi, noči smo razsvetlili, ker nas je majčkeno strah, ne, pa imamo vse razsvetljeno. Potem ni več nujno spremljati ciklov na nebu, pojavov na nebu, ker ne sejemo, ne žanjemo glede na to, kdaj se pojavi luna, kdaj se pojavijo določene zvezde. In smo malo izgubili stik. Jaz se spomnim pred korono skupino mladeničev, ki je prišla v Slovenijo iz Kalifornije in so recimo, pa pri nas niso idealni pogoji, in so prvič videli Rimsko cesto. In so bili fascinirani. Če gremo iz Slovenije v zelo temne kraje, daleč od svetlobne, torej vplivov človeka, bi bili mi tudi popolnoma fascinirani, tako kot so bili naši davni predniki, nad tem, da tisto gor je nekaj fantastičnega, nekaj izjemnega. Zdaj, luna se kaže, torej, dejansko v različnih barvah, oblikah, spremenljivih menah. Imamo tukaj zaljubljenca ob popolnem luninem mrku v Ljubljani, recimo. Imamo, če se vidi, kolobarje okrog lune. Potem, ko rečemo lepo slovensko, ko je lunin srp, to se pravi čist stalek svetel del, vidimo, da je tudi ta del lune, ki ni neposredno osvetljen od sonca, v resnici svetu. Temu rečemo pepelnata svetloba. Nastane pa tako, da se svetloba sonca odbije od zemlje in osvetli tale del, kjer je lune, kjer je noč. Na zemlji imamo mesečino, na luni imajo pa, ne vem, če imamo izraz v središču. Se pravi, luna je kar naprej spremenljiva, v modernih časih pa se pojavlja v raznoraznih medijih, seveda v smislu hudih ponaredkov, njenih podob in tako naprej. Vidite, tukaj je taka fotomontaža, ki je za narašč narejena, tako da se vidi, da je to zlepljeno, ampak na internetu ljudje, ko vidijo tako sliko, krasno, kako je luna. Zdaj, naša percepcija lune je tudi precej nenavadna. Še preden pridemo do teh zgodb, kaj vse jim pripisujemo kot posebne učinke, torej kot neresnične učinke, imamo z luno eno težavo že s tem, kako zaznavamo oziroma kaj mislimo, kako je luna velika na nebu. Kaj s tem mislim? Verjetno ste vsi videli vzhajanje polne lune nad nekimi hišami ali pa gozdom in se je zdela ta polna luna gromozansko velika. Ste videli to? Mnogo večja kot potem, ko je bila visoko na nebu. Zdaj, izkaže se, da je to pravzaprav samo utvara. Utvara, optična prevara, ker naši možgani primerjajo perspektivo, primerjajo znane velikosti hiš, dreves in tako naprej na obzorju oziroma v smeri proti luni in se nam zdi luna zaradi tega večja.
Potem pa ponavadi, in danes lahko to preizkusite, če ne verjamete, ne? Ponavadi se grem tako igrico, sploh s mlajšimi, rečem takole, ne? Če stegneš roko, pa z enim očesom pogledaš proti luni, kako velik kovanc moraš vzeti, da boš točno pokril lunino ploskvico. In potem jim dam na razpolago več kovancev. Zdaj večina izbere 2 evra, da pa še tukaj tudi zdaj finančni razlog, no, sicer. In potem so razočarani, potem zberejo manjše in manjše, se izkaže, da tudi kovanec za 1 cent je v resnici prevelik. Luna na nebu, to je njena, rečemo, astronomikotna velikost, kako velika je v resnici majhna. Ampak vsi imamo percepcijo, da je Luna mnogo večja kot je. Kar poskusite, ko greste proti domu, danes je blizu polne lune in se da to lepo. Res, da imamo male razlike je v dolžini rok, pa tako naprej, ampak približno, govorimo o grobi oceni. In seveda takale fotografija, ki bi se pojavila na spletu, bi vsi občutvali, ja, tako je velika luna. V resnici bi bila pa manjša, če bi bila na tej fotografiji majčkeno večja, mislim, 4-krat večja, kot je tale pika rdeča od laserja. Zelo dolgočasna stvar. A pa če kdaj fotografirate, takole, ko je luna nad obzorjem s telefončkom, pa boste videli, koliko je luna majhna. Ja. Potem se seveda barve lune, torej luna ne samo, da spreminja mene, da je ob popolnem mrku obarvana rdeče, in kasneje povedal zakaj, ampak tudi pri vzhajanju nas lahko očara. Te barve so posledica prehoda njene svetlobe, ki je v resnici ukradena svetloba sonca in jo samo odbija skozi naše ozračje. Ko je luna nizko nad obzorjem, gre skozi debelo plast ozračja. Naše ozračje je pa tako, da modro svetlobo pobere iz bele svetlobe ven in jo razprši po nebu. Zato imamo podnebi nebo modro. In če vzameš beli svetlobi modro barvo, postanejo rumene, oranžne, rdeče. In zato je luna lahko, še posebej pa v tropskih krajih, nad obzorjem takole krvavo rdeča. In potem višji, ko gre, svetlejša je in na koncu, verjeli ali ne, v resnici kakšna pa je luna v resnici. Luna v resnici, če se zgodovinski pogled na hitro, v Galilejevih časih, torej pred približno 400 leti, je potekala razprava o tem, ali je luna kristalna krogla ali ne. Ja, zdaj Galileo, ki ni izumil, da gledam in druge, ampak je slišal za izum, pa je razumel takoj, zakaj gre, takoj je vedel, da bo koristno lahko to uporabil za pogled v vesolje, je pogledal luno in na luni odkril gore. Rekel, ne, zdaleč ni kristalna krogla. In luna v resnici, če bi hodili po njej, bi ugotovili, da je lunino površje temno sivo. Približno v povprečju tako sivo kot svež asfalt, torej skoraj črno. Lunino površje namreč odbija samo v povprečju samo 13% svetlobe. Tale morja so malo temnejša, odbijajo 4-5% svetlobe, upadle svetlobe sonca, določena območja so malo svetlejša. Na lunino površje je temno, zelo temno. In spet imamo mi napačno predstavo, da je luna, kot naši predniki pred 400 leti, ena svetleča, žareča krogla, torej svetleča krogla na nebu, zelo svetla, ne? In te percepcije njene sivosti nimamo, zato ker imamo strašno velik kontrast med temnim ozadjem neba in njeno sijočo svetlobo. Še posebej zanimivi so mrki lunini. Lunini mrki, tukaj potek mrka, ki gre nekako takole, se pravi začetek, tukaj vidimo, do luninega mrka pride takrat,
ko pride luna v zemljino senco, to se pravi je sonce tukaj, zemlja tukaj, luna na drugi strani. Zemlja torej polna luna. In ko pride v zemljino senco, postopoma vidimo, ko je cela v zemljini senci, opazimo, da je ta senca, ker zdaj je to svetloba, ki je v zemljini senci, je rdeča. Enak učinek kot prej. Zemljino ozračje krade modro svetlobo. V senco prihaja k večjemu rdeča svetloba, ki jo ozračje, naše ozračje, preusmerja tja. In lunini mrki so zelo fascinantni prav zaradi tega. Luna ne zgine, ampak se rdeče obarva in to je od mrka do mrka lahko zelo različno. Včasih je oranžno-rumena, včasih je pa res temna rdeča. 7. septembra bo pri nas zvečer en krasen luni mrk, viden, že v večernih urah. Če bo vse po sreči, bomo s Prirodoslovnim muzejem tamle na koncu Kongresnega trga poskušali organizirati seveda jasno vreme. Vedno rečemo, joj, kaj so si mislili, ko so v starih časih videli tak mrk. Z luninim mrkom je povezana ena taka, ne vem, je prva taka kolonialistična prevara. Na 3. potovanju v Ameriko, kdo je že odkril Ameriko? Američani, ne? Prosim? Erik Rdeči, tam gor na severu. Amerika ni bila odkrita, ne? Amerika je bila, ne? Ampak kako je že bil ta? Krištof Kolumb, na 3. potovanju. Se ga že poznali. On je pristal tam nekje v Karibih in je hotel imeti hrano, pijačo, vodo, in so domačini rekli, ne, tvoj staro biznis, to je slab biznis, in mu niso hoteli dati. No, Kolumb pa ni bil tako zelo neumen, kar se tiče astronomije, ne? Sicer potoval je zelo na pametke proti zahodu, ampak pustimo. Je vedel, da bo čez 2 dni lunin mrk in je seveda zagrozil domačinov, da bo naredil luno škrlatno in dokler mu ne dajo hrane, tok časa ne bo luna rdeča, ne? In seveda se je to res zgodilo in smo dali hrano in tako naprej, tako da zato govorimo o taki prevari, lunjani. Ja, rekel sem, zahodna civilizacija se malo oddaljujemo od neba, malo ne spremljamo več tega, ne, zvečer ne vidimo eno svetlo zvezdo, kaj je to, sicer imamo vse žive aplikacije, ampak v resnici gre ena od pravljic o tem, kako vpliva luna pa vesolje na nas, če ne na nas, pa na naše uboge otroke, ki hodijo v šolo. Naše otroke učimo, da se krog razdeli na 360 stopinj. To ni nič naravnega 360. Ampak pred 4-5 tisoč leti, recimo, če gremo v Babilonijo, kjer je bila mogoče celo matematika takrat, oziroma lepota matematike pomembnejša od stvarnosti, so rekli, ja, 360 je pa pravzaprav eno leto, a ne? To je tisto, ko sonce se vrne približno na isto mesto. Je fajn ta 360, zato ker lunine mene, od ene polne lune do druge polne lune, mine približno 30 dni. To je fantastično ujemanje med soncem in luno, dveh najsvetlejših nebesnih teles. Torej, 360 deljeno s 30 je pa 12. In imamo 12 mesecev, kar je tudi staro slovenski ime za luno. 12 mesecev, 360 stopinj, bogi reveži otroci v šoli, ne? Ki nima veze z nobeno naravno delitvijo kroga. In potem imamo
analogne ure, kjer imate nobene več, analogne so skazalci, ki kažejo samo 12 ur, ne 24. Zato, ker so rekli, ja, pa če je ta 12, potem pa naj bo od vzhoda sonca do zahoda 12 ur, pa od zahoda sonca do naslednjega vzhoda 12 ur. In še to povežemo z tem čudovitim 12. Zdaj, če si blizu ekvatorja, je to ok. V naših krajih bi bilo še bolj ok, zato ker po zimi bi imeli teh 12 ur zelo stlačenih, med vzhod in zahod sonca. Potem bi tista šolska ura trajala 30 minut, pa manj, ne, isto. Poleti bi imeli pa zelo dolge, teh 12 ur. In posledično, seveda, tudi izraz ducat, ki je 12. Se pravi, tudi ko gremo, zmeri manj, ampak ko gremo naročiti ducat, ko gremo kupiti ducat jajc, seveda smo spet na nek način povezani z Luno, Soncem in podobnimi zadevami. Ja, v resnici, narava ni bila tako prijazna, da bi leto trajalo 360 dni, ampak traja 360 dni, pa četrt, pa ne čisto točno, pa približno. In 12 luna, kaj tukaj prikazujem? Sonce, pa lepa slica. Sonce, tole je Zemlja, to so pikce, te modre pikce so Zemlja, in tole je Luna. Potovanje Lune okrog Zemlje. Prva grozna ugotovitev je ta, da Luna sploh ne kroži okrog Zemlje, ampak še takole vijuga okrog. Slanomira, ne dela krog. Druga stvar je ta, da seveda v enem letu se ne izide 12 polnih lun, 12 lunacij, kot smo rekli, ampak je razlika skoraj 11 dni. To striže. Ampak včasih, tudi v stari Grčiji, je bila več vredna lepota matematične rešitve kot dejanska stvarnost, ki se je da vedno popravila. Sej tudi s koledarjem. Kdo je kriv za koledar, če ne, torej kriv? Na kaj so se naslovili? Na naravne cikle, na Sonce in Luno. Imamo lunarni koledar, imamo luni solarni koledar in imamo naši, ki je skoraj solarni koledar. Pa tudi striže, ker julijanski, takrat še niso vedeli, pa so neki morali potem pod papežem Gregorjem seveda popraviti in imamo tudi gregorijanski koledar, ki pa še zmeri malo lunarni, ker imamo 12 mesecev in tako naprej. No, dejansko ena taka lepa slikca, ki pokaže, najbolj presenetljivo je to, da Luna ne dela nekih krogov okrog Zemlje. Če bi nekdo ukradel Zemljo, potem bi Luna nehala vijuga, to bi šla lepo okrog Sonca kot Zemlja. Po elipsi, kot je bil to okep. Ja, raziskovanje Lune, na začetku smo videli podobe Lune s prostim očesom, so marsikaj lahko, od barvitosti do morja in tako dalje. Prva izba s teleskopom Galilejeva, najbrž je bil Galilejev drugi, njegove risbe Lune s teleskopom, ki si ga je dal sam narediti, potem ko je slišal, da v Benetkah tam na Vogalu prodajajo nizozemski zub, ki približa stvari. Veste, če bi on je dolžno to pokazal, pa takim ljudem, takrat okrog leta 1609, so pogledali skozi ta njegov teleskop, danogled. Ta njegov danogled je bil optično, tako. Kaj se je videl, jaz sem poskušal ugotoviti datum in če je bil tisti pravi datum opazovanja z Dožove palače, kar gor zunaj balkonada je, da tam, kad gledaš, potem pol naprej je Ponte dei Sospiri, tam so gledali, ni bilo kaj dosti za pokazati. Če so kaj videli s tistim teleskopom, verjetno ne, verjetno je samo on. In tudi njegove slike, torej njegove risbe Lune so, kaj je videl, trudil se je. No, kmalu kasneje, seveda, znanost o Luni je selenografija,
oziroma selenologija, kartografija pa ni kartografija, ampak je selenografija. Ker geografija je za geozemljo, za seleno, torej luno, je pa to. Prve, malo resnejše karte lune. Tole je zanimivo, ta packa. Zdaj, kot veste, luna nam kaže vedno isto lice. Približno. Ne vrti se tako, da bi celo videli še drug konc. Vidimo nekaj čez 60% površja lune. In če hočeš videti zadnjo stran, torej oddaljeno stran, potem imaš samo to možnost, da greš okrog satelitom z vesoljsko ladjo. Prvi so šli Sovjetska zveza, so naredili tale posnetek, ki je star zdaj v 50 letih je bilo to narejeno, več kot 70 let. Potem je pa prva fotografija lune. Tako se je začelo, ne? Zdaj pa seveda, luna je imela, poleg, kot smo rekli, na kulturo, je imela izjemen vpliv tudi na znanost. Arabci pojasnitev luninih imen, mislim, da je celo to, da je to turško, da to ni arabska pisava, ampak je turški jezik, vse tako so mi Arabci povedali. Desno imamo pa Isaaca Newtona, ki pojasni plimo in oseko. Newtonova zgodba je taka zanimiva, ki se verjetno ne da čisto preveriti. Mislim, da se je pisala v letu 1666, seveda, in je bila kuga v Londonu in je bilo, če si imel možnost, si šel iz Londona ven. In Newton je šel iz Londona ven in je sedel pod znamenito jablano, in vsi povejo, kako mu je pol jabolko padlo na glavo, in potem se je spomnil gravitacijskega zakona, ki drži vesoljska telesa skupaj. Tukaj se pozabi, Newton je razmišljal hkrati o jabolku in o luni, ki pa ni padla, ki pa nikoli ne pade na glavo. Se pravi, če hočeš rešiti gravitacijski zakon, torej Newton, če ga je hotel rešiti, je moral pojasniti. Prvo, da je sila, zaradi katere pade jabolko na tla, enaka, torej ima isti izvor, kot sila, ki drži luno, da ne pade na glavo. Tukaj je bistvo zgodbe, se pravi, jabolko in luna morata biti. Jabolko ni dovolj. No, luna kot fizično telo, Zemlja, luna, tako majhna, ne? Brez atmosfere, naš lepi modri planet, to je pa žalostni kamen v vesolju, bomo videli, da je to čisto res. Ima dva obraza, torej dve strani. To je približno stran, ki jo obrača proti nam. In ima ogromno temnih območij, ki jim pravimo morja, nekaj zaradi zgodovinskih razlogov. To so velike ravnice zavite z bazaltom. Druga značilnost so krateri. To so pravzaprav luknje, ki so nastale ob padcih vesoljskih teles, manjših teles z majhno hitrostjo, majhni kraterčki, padci velikih teles, orjaški krateri, več 100 km veliki. To je pa the dark side of the moon, oziroma ni dark, ampak to je ona stran, ki jo obrača stran od Zemlje in je bistveno drugačna. Imamo neko Moskovsko morje, ki je majčkeno v primerjavi s temi morji, Čiolkovski, ki je pravzaprav bolj krater kot morje, vse ostalo so pa krateri. Tudi, če pogledamo, sprednja stran Lune je izredno gladka, v primerjavi z zadnjo stranjo, močno kraterizirana, višje gore in tudi zadnja stran, če bi rekel, zdaj bomo narisati krog, koliko zdaj, ki je ven štrli, zadnja stran, torej oddaljena stran Lune, štrli glede na prvo stran, povprečju 60 km je debelejši tja,
Se pravi, tako zelo primerna, torej nesimetrična, razlogi, mogoče kasneje. To se lepo vidi v Prirodoslovnem muzeju, da se spomni, da je treba malo reševati. Krateri so tista najpomembnejša, torej največja značilnost. Vidite jih, če vzamete s prostimi očmi samo nekatere, torej tiste, ki imajo žarke. Drugače pa krateri na 10 000, na milijone manjših kraterjev. Kar kaže na kaj? Kaže na to, da prvič, Luna nima atmosfere, vse kar pade naravnost na njo in naredi luknjo. Drugič, erozija skoraj neobstoječa. Ko nastane krater, lahko ostane tam zarisan milijarde let. Teda mlajši krateri potem nastanejo v pacih drugih teles v isto območje. Ko smo pripravili razstavo, sem prišel do enega zanimivega odkritja, da ljudje opazujejo samo polno luno. Ker če ni polna, je brez veze gledati. To so rekli. Kaj češ gledati, če ne vidiš cele. Ok, polno. Ampak v resnici prvič pogledate skozi daljnogled v luno ali skozi teleskopom, ugotovite, da v resnici, če hočemo lepo videti tele kraterje in začutiti njihovo globino, nam ta občutek tridimenzionalnosti dajejo sence, ki jih mečejo robovi kraterjev, vzpetine in tako dalje. Sence so pa tem daljše, čim bližje smo robu med dnevom in nočjo na Luni. Se pravi, če hočete občudovati Luno, potem je treba polne lune ne gledati. Vidite sam fleke. Če hočete videti kraterje, potem gledate pred in po polni luni in to območje ob tej meji med dnevom in nočjo, ki se mu reče Terminator. Tako kot s nekim ameriškim filmom, zanimivo, ampak iz drugih razlogov. Ja, zdaj, astronavti pa druge misije so na Zemljo prinesli nekaj materiala z Lune, nekaj kamnin in na podlagi tega se je dalo dobre analize narediti, sestave površinske in tako naprej. In na podlagi tega narediti teorijo, najbolj verjetno teorijo o nastanku Lune. Ko smo mi hodili, ko sem jaz hodil v šolo, so rekli, dve možnosti sta. Ali se je Luna, kaj sem že rekel, ker se je Zemlja vrtela, se je utrgala Luna iz Zemlje ven, ali druga je bila pa, da je Zemlja ujela Luno, obe teoriji sta ne. Potem pa približno pred 20-25 leti so astronomi dobili na razpolago, to je zanimivo, en računalniški, kot se reče učeno, software, ki je namenjen, da z računalnikom preizkušaš učinke izstrelkov vojaških. Tam je denar. In so rekli, ok, mi bomo pa takole naredili, mlada Zemlja, in bomo vanjo streljali različno velike telesa pod različnimi koti in bomo videli, kaj se zgodi. Ali se je pokazalo, da ena od variant, kjer je v Zemljo pod dokaj ostrim kotom prileti telo velikost, ki po premiru približno pol manjše kot Zemlja. Če se tak trd zgodi, se zunanje plasti tega telesa in Zemlje premešajo, nekaj materijala izleti po tem trku v orbito okrog Zemlje in se v relativno kratkem času tam nekaj materijala pade nazaj na Zemljo, nekaj se ga pa izoblikuje v Luno. Tako da imamo zdaj, zadnje desetletja imamo najbolj verjetno teorijo na podlagi geoloških, selenoloških in geoloških meritev, sestave kamnin, računalniških modelov, simulacij, tako da je Luna nastala v trku. To je bilo pred
več kot 4 milijardami, ta letnica se malo tako, 4 milijardami pa pol let, recimo, plus minus 100 milijonov let gor, to ni to pomembno, vesoljske zadeve, zdaj astronauti so nabirali prve misije Apollo 11, 12 in tako da naprej so bili v glavnem, niso bili znanstveniki, ki so gor se sprehajali, še v zadnji misiji geolog. Potem, ko so prinesli kamnine z Lune, so ugotovili, da na Zemlji že imamo kose Lune, namreč včasih kakšen veliko telo trči na površje Lune, izbije, ustvari krater, izbije material z Lune, tam je težnost relativno majhna in kakšen od teh kosov površje Lune pade na Zemljo. To so lunarni meteoriti in tudi enega takega so kupili v Prirodoslovnem muzeju prav za te razstavo in se ga lahko celo dotaknete, lahko se dotaknete Lune. Da zaključimo s temi kraterji površjem, seveda ponosni smo, da imamo tudi krater Vega, po Juriju Vegi poimenovan. Ima sicer malo zoprno lokacijo, je takole na robu vidnega dela Lune in imate samo nekajkrat na leto priložnost, da ga takole posnamete. Moja kolegica je že v prvem poskusu to uspela, jaz sem probal 10 let, pa mi ni ratalo. Zdaj pa gremo k tistemu delu, zelo človeškem delu, kakšne vse vplive naj bi imela Luna na nas. Če kupite kakšen časopis, tako močko bolj rumeno obarvan, boste najdli marsikaj. Ampak tudi tradicionalno, torej da so tukaj nabrane nekatere iz ljudske modrosti, ki povezujejo slovensko izročilo z Luno, kaj je treba delati v ščipovi in mlajem. Jaz imam soseda na Primorskem vinarja, ki bo vedno ob stari Luni, kot on reče, po polni Luni, pretakal vino. Sicer ne vem, drva se žaga ob stari Luni, spet ko gre Luna dol, rečejo. Pa ne vem, kaj še vse. Seveda v polni Luni, če imaš bradavice, otroci, moraš z mastjo namazati in čez 3 polne Lune ti odpadejo, kar bi ti tudi sicer. In tega je, kakor hočete. Kolikor hočete, pa še sodobni mediji še generirajo še kaj. V zadnjem času mi je najbolj zoprno, ker generirajo iz anglosaksonske, oziroma rečemo najše ameriške kulture, te vsako polno Luno poimenujejo. Ne vem, vijolična Luna, volčja Luna, češ, ne vem kakšna. To nima veze niti z našo tradicijo, niti to je samo poimenovanje. Ljudje se pa pravijo, če je Blue Moon, potem je Luna modra. Ni, to je samo ime, ki izvira iz Amerike. Mislim, da celo, z Amerike. Sprav, znanstveno, noben od teh starih mitov, ali kmečkih opravil povezanih z Luno, Lun, setveni koledar, sem rekel, da bom nežen. Naj bom tako rekel, kupite 3 setvene koledarje različnih avtorjev, pa jih primerjajte, zato bom tihno dobliče rekel. Tisto, kar je pa za znanstveno, statistično najlepše možno dokazati, je ena stara prepričanje, da se ob polni Luni rodi mnogo več otrok kot ob drugih luninih menah. Zakaj je to statistično lepo? Zato, ker imate pri nas inštitucijo, ki skrbi za statistiko, število rojstev lahko dobite za vsak posamezni dan v letu, za zadnjih desetletja, kakor hočete. Za lunine mene se točno ve, kdaj so bile. In zdaj, nekateri so poskušali delati statistiko z avtomobilskimi nesrečami, tam je pa statistika grda. Zakaj? Ker bi moral upoštevati še vreme. Torej vremenske okoliščine, ne vem kaj še vse, pa tip države, kakšne so ceste, da ne govorimo. Rojstva so pa nekako čista, statistično gledano,
In tukaj je recimo za zadnjih 20, od leta 2000 do leta 2020 razporejeno na 4 glavne lunine mene. Tukaj je Mlaj, to je prazna luna, prvi krajec, Ščip, pa zadnji krajec. In če bi podrobneje pogledali, bi videli, da je praktično, ne glede na to, se v teh letih na te 4 mene rodilo približno 14 000 otrok v zadnjih 22 letih. Razlike so pa statistično zanemarljive. Če bi bilo res, potem bi moral tale Ščip ali polna luna tukaj gor našteleti. Ko smo se prvič ukvarjali s to temo pred 20 leti, smo v porodnišnici naleteli na zanimiv odziv babic. Mi vemo, da v polni luni je norišnica. Pokaže statistiko, ampak ljudje smo tako narejeni, pokaže statistiko, ne, imamo norišnico. Pa je sledilo vprašanje, ali potem v polni luni organizirate pojačana, kot se reče, močnejša dežurstva. Ja, to pa pravzaprav ne. Ja, ampak vemo, da jih je takrat več. Človek verjame v nekaj, ne. In to statistiko, če naredite za katerokoli državo, boste videli, včasih se samo umešajo v statistiko svetovna nogometna prvenstva, pa občasno olimpijade, ampak na dolgi rok ni. Tisto, kar je pa dejansko že Galileo pokazal, sicer po svoje, pa potem Newton, dejanski vpliv Lune je, torej fizični vpliv Lune, je gravitacija, ki vpliva na plimovanje in seveda na ves plimski, tako imenovani plimski pas, priobalni pas v morjih. Tam so organizmi, ogromno jih je, po številu in po številu vrst, ki so prilagojeni na nihanje, 2-krat na dan plima približno, pa 2-krat oseka. V tem našem Jadranu, bolj tako, ta plima oseka je malo. Če greste pa kakšne druge kraje, kjer pride do učinkov oblike morij, potem imate lahko plimovanje, torej med plimo in oseko je lahko 10-12 metrov višinske razlike, to je pa že malo drugače. In v tem pasu je množica organizmov, ki so prilagojeni na te posebne razmere. Drugi seveda vpliv je lunina svetloba, ta je seveda dokazan pri lovu sov in tako naprej. In nažalost tudi pri tej lepoti nočnih metuljev. Mi smo z umetno razsvetljavo ustvarjali lune od spodaj. In zdaj te živalce, vejo pa pri svoji nočni orientaciji, če je luna je zgori, od spodaj je pa življenje, hrana, kakorkoli. Zdaj, če ima ta živalca pa luno od spodaj, pogine. In nočna razsvetljava nam ogroža tole lepoto, ki je res izjemna. Mislim, da so vse pri nas. Tukaj se je umešal še en polh. To je zato, kar nagaja. Ja, osvajale lune generacije, ki so doživljale prvi pohod na luno. Kako je že bilo v začetku 60-ih let, predsednik Kennedy, kaj je že rekel? We should go to the moon. Do konca desetletja. Ja. Ne bomo nazaj. But not because it's easy, ne zato, ker je lahko, but because we thought it would be easy, zato, ker smo mislili, da bo lahko. Ne, mislim, da je rekel... To je hec. Rekel je pa zato, ker je težko. Ja, ampak v resnici pa zato, ker smo mislili, da ne bo tako težko. Zdaj smo spet v novem, torej vmes, takrat so ljudje, nekaj člankov v New York Timesu sem prebral prav iz leta 1969, res so se ljudje začeli zanimati za luno, so jo večinoma nehali razumeti kot nek
mitski, torej neko izvor mitov, ampak kot fizično telo. Seveda, dolg časa nismo več šli na Luno in v tem času je pa prišlo do nove mode, se pravi teorij zarot, da niso sploh bili na Luni. Jaz mislim, da je lažje iti na Luno, bilo kot skrit to, da nisi šel. Jaz mislim, da je lažje, vse, pustimo zdaj. Da sploh niso bili, da so posneli vse skupaj v studiu, vmes so še teorije, da je Zemlja ravna, pa Luno, ne vem zakaj pa Luna okrogla, ampak pustimo. No, zdaj prihaja spet čas, ko se bomo vračali. Zdaj je tako, da na Luno so sposobne iti privatne družbe, že, in so tudi bile. Na Luno ni sposobna iti samo Amerika pa Sovjetska zveza, ki ni več, ampak so na Luni bili Kitajci, Indijci, se pravi, imamo več velesil, ki lahko grejo na Luno. Zdaj, glavni razlog je, zakaj bi hodil na Luno, a ne, pa najprej moraš imeti nek razlog, greš tja, ker to je konec koncev smo rekli nekakšna puščava. Ja, kaj pa vem, ne? A je kakšen razlog za na Luno iti? Če bi bilo gor za nafta, no, potem bi bliže gor, ne, najbrž. Ali pa kakšna druga surovina. V zadnjem času se veliko govori o tem, da so seveda odkrili vodo, torej led, vodni led na Luni, nekaj ga je, ne. Ponekod, ene kotanje, ene kraterji so taki, da tam nikoli sonce ne posije, pa tisti led vzdrži, ne, milijone in ne vem koliko časa, milijone let. To je fajn, ne, žal ga je zelo malo, ne. Potem pa, ja, se sorte razlogov je. Nekateri mislijo, da bi bila to odskočna deska za potovanje na Mars. Recimo. Ker veste, zdaj, če hočeš ti zelo drago je iz Zemlje poslati karkoli v vesolju. Rabiš raketo, za vsak dodaten kilogram rabiš toliko več energije, toliko vsega, ne? In ne moreš kar izstreliti vesoljske ladje velike kacankarje v dom, to ne gre. In moraš se staviti tam gor, moraš pokositi. Se pravi, moraš imeti neko bazo, Luna se zdi primerna. No, zato da zaključim z bolj modernimi zadevami, je pa takole, ko smo tole v teh bazah na Luni malo premlevali, je ravno postal modern ChatGPT, to se pravi umetna inteligenca, ki ima to nesrečo, da seveda se zgleduje po nas, ne? Ker se po drugem ne more. In smo vprašali ChatGPT, kolikem času bi lahko Slovenci zgradili bazo na Luni. In odgovor je bil, z resnim načrtovanjem in mednarodnim povezovanjem v 15 do 20 letih. Preden pa zaključim, še tole fotomontaža, da ne bo kdo rekel, da... Še nekaj o vplivih Lune, ne? Jaz sem vam za nalašč tukaj ta kozarc, ker sem upal, da v tem času, ko bomo tukaj, da se bo v tem kozarcu videla plima ali oseka. Se bo videla plima ali oseka? Najbrž nikoli ne. In to velja tudi za vino v sodu, nekje globoko v kleti. Ne bo ne plime, ne oseke zaradi Lune. Enako in podobno velja tudi za kalitev tistih, ne vem, semen solate, pa tako naprej. Se še enkrat zahvaljujem za vašo pozornost. Zdaj pa ne reseka. Hvala lepa, predavatelj Andrej Guštinu. Zdaj je čas za vprašanja. Izvolite. Ja, torej, ta del, ogromno je torej v preteklosti sploh
epilepsijo naj bi bila kriva luna, mesečniki jih nosi luna, to ni res. Nič od tega, to se samo tako imenujejo. Opravičujem se, da vam Ja. komentiram, ampak Ja. ena moja stara teta, Ja. dejansko mi v bistvu normalno živela, Ja. imala normalno službo, ni epileptik in tako naprej. Ja. In mi je povedala in za očeta, Ja. njenega in za njo, da dejansko so, ko je bila luna, da se je zgodilo, da so šli ven, da sploh niso vedeli, da je prišel v službo in da so reporterji je rekel, kaj Ja. ti srednje, če ti greš. Ja, mislim, tako kot sem rekel na začetku, ne, ko sem prvič govoril o neobstoječih vplivih lune, ljudem tam tudi Matajurjem, mi je vsak povedal vsaj eno zgodbo, da drži, torej da luna vpliva. In to velja verjetno za vse nas. Ker najdemo način, da takrat ne povežemo nek dogodek s polno luno, tako kot smo mi na začetku, tale naš okvaro projektorja povezali. Žal, nikakršnega vpliva znanstveno dokazanega ni. Prosim. A lahko eno repliko sam na to, Ja. da se Izvolite. Seveda, jaz se strinjam, da ni fizikalnega vpliva. Samo v tem primeru, ker je rekla gospa, ne, vpliv je lahko seveda posreden. Ni fizikalen, je pa recimo dejstvo je, da je polna luna, je ponoč bolj svetlo, ne, in to lahko deluje posredno potem tudi na človeško dušo ali pa kakorkoli to imenujete. Ne. Tako da tukaj neka vzročna razlaga verjetno je, ne, ker mislim, to niso samo čiste izmišljotine, gotovo pa se strinjam z vami, ne, da tukaj ne more biti neke direktne fizikalne povezave. Ja. Tudi, zdaj, seveda, tudi če veš, da bo jutri polna luna, ne, ko so delali raziskave o prometnih nesrečah, so ugotovili, da je prometnih nesreč v polni luni manj, zato ker zjutraj po radiju rečejo, danes je polna luna, pazite se. To je ta učinek. Lahko je tudi svetloba, tukaj ne rečem, ampak vse raziskave, ki so, da bi statistično povezali torej določeno bolezen ali stanje z polno luno, to nikjer nikoli ni bilo, niti statistično dokazano. Tako kot pri rojstvih, ki se ena taka čista statistika, druge je malo težji. Predvsem pa pri izročilu, ki ga pobiramo od svojih prednikov, je to težko potem ljudi prepričati. Ampak tako kot sem rekel na začetku, ne bom tako kaj radikaliziral tega. Jaz mislim, da pač ni nič hudega, če ljudje tudi na tak način razmišljajo ali razmišljamo, da kakšno stvar lahko povežemo tudi z luno, nič hudega. Zahvaljujem se vam, da ste predavanje, ki je bilo lahko zelo suhoparno s svojim zgodbam, naredili zelo prijetno. Prvo vprašanje. Jaz sem pa človek. Luna je majhna, Zemlja je večja. Toliko ima vode, toliko ima kopnega. Zdaj ena majhna luna je to daleč, da vpliva na plimo in oseko. Ja. Ja. Zakaj? Torej, gravitacijska sila lune, kljub temu, da je luna relativno daleč, pa relativno majhno maso ima, je vendarle dovolj velika, da lahko proti sebi potegne to vodno maso. Če se bit oseka. Ja, tle zdaj oseka. Pa na drugi strani vodna masa beži. Plimuje celo ozračje. Rahlo. Kako pa vzračje plimuje? Isto, ne? Niha. Ne mislim, koliko, ali se kaj Ne, to zelo majhen tlačne razlike so. Pa litosfera. Tudi litosfera, seveda. Tudi litosfera plimuje, gravitacijska sila, ko greš delati izračun s pomočjo gospoda Newtona, ugotoviš, da kljub temu, da je luna daleč, relativno daleč in majhna, je to dovolj, da povzroča plimo in oseko. Ponovadi študenti se najprej zmotijo, pa ponovadi začunajo, da bi morala biti plima celo večja, 60 metrov.
nabijo prvi izračun, pa pol ugotovijo, da je treba nekaj popraviti. Nekaj pa zanimivo, kar je povezano s plimovanjem. Ne? Prva stvar je ta, da se pravi ta vodna bunka, ne, kaže proti Luni, pa stran od Lune, Zemlja pa se vrti znotraj te vode. No in zdaj, lahko si zamislimo nekako tako, ne, ko sreča ta voda izboklina obale, to deluje kot zaviralo. Posledično ta plimska sila, kot se tudi reče, Lune, zaustavlja vrtenje Zemlje. Se pravi, Zemlja se vrti počasneje. Hkrati, ker pa zdaj ta naša narava je povezana s fiziko, se zaradi tega, da se količine v vesolju ohranijo, se mora Luna oddaljevati. In Luna se oddaljuje iz tih ne vem koliko centimetrov, a ne, na stoletje, če se ne motim. Ja. In torej to plimovanje ima še torej ta sekundarni učinek, da Zemljo bremza in da gre Luna stran. Čez kakšnih par 100 milijonov let. Sončevi mrki so taki, da pride Luna med Sonce in ko sta približno na nebu enako veliki, Luna zakrije Sonce. Potem pa vidimo okrog tisto korono pa te zunanje plasti. Čez enih 100 milijonov let pa mislim, da bo Luna šla že toliko daleč, kot zaradi tega na nebu videti manjša, da takih mrkov popolnih, sončevih mrkov ne bo več. Sam piše, bi vprašal, a Sonce ni ljubosumno na Luno? Ja, odvisno, zdaj to ljubosumje je odvisno v različnih kulturah opisano, večkrat. Na prvem posnetku imate nekaj hecnega, ne? Da se na videz ne sodi zraven, to so bojevnice iz Benina, ki so hčerke bile, zdaj jih ni več, ne? Ampak mislim, da do začetka 20. stoletja so še obstajali, 600 let, ki so bile hčerke Sonca, ki so ga imenovali Liza, drugi sem pa pozabil, in so lahko edino v harmoniji teh dveh nebesnih teles bitja na Zemlji obstajala. Oni imajo tako lepo zgodbo. Ni bilo ljubosumja, je bila pa harmonija in posledično so bile tudi ženske lahko bojevnice. To zgodbo so zelo dobro izkoristili Marvelovi, torej producentska hiša Marvel in je posnela te filme, ko je že Wakanda, pa Wakanda Forever, tam imate te ženske bojevnice, ki so povzete po teh uspeh. Primer pa iz Madagaskarja, ker je zanimivo, moj kolega prijatelj je šel živeti na Madagaskar in vmes je že bil večkrat in je razlagal tam lokalnim ljudem, da polna luna bo pa bo nekaj, ne. Pa so luni gledali, so rekli, prosim, zakaj bi pa luna so vpliva? Pravi, pri njih luna sploh in ne pripisujejo teh vplivov kot recimo. Kakšno vprašanje? Če ne bi se jaz zahvalil predavatelju, da mi darilo. Hvala lepa.